Ja, zdaj kar nekaj časa se nismo zbrali od novembrskega turnirja tukaj na Bledu. Vmes seveda smo spremljali fante. Zdaj seveda se je spet pokazala ena specifika naše reprezentance. Zdaj je tekmovalnem obdobju, kar se tiče klubskih nastopov, so zdaj lih tekmovanja, ali grejo proti koncu, ali se bodo začeli play-offi, ali borba za mesta, da ne padeš dol. V glavnem zelo občutljivo obdobje, kar se tiče klubskih obveznosti, ampak tako kot zmeram pravim, da so pa stvari za druge fante dobre, bojo dober priložnost v reprezentanci, nekateri mlajši, nekateri so prvič z nami, nekateri so že bili, pa so povratniki spet, tako da neka taka mešanica starih mačkov pa mladih fantov, ker v bistvu moramo tudi gledati malo naprej, da pogledamo tudi mlajše fante, kako se kaj obnesejo na članskem nivoju, pa tudi, da dobijo priložnost vsi, ki so v reprezentanco poklicani. To sem tudi fantom povedal, da noben ni samo zato, da bo zapomnil kakšen vzel oziroma kakšen izpad iz prvotnega spiska. Daleč od tega, vsak si to zasluži in jaz upam, da bo čim bolj izkoristil to priložnost. Je pa ta turnir normalno, ko zastopaš državo, reprezentanco, igraš za državo grb, normalno, da daš vse od sebe, plus tega, da smo si kar sami že naložili pač neko določeno odgovornost za uspehom v Minsku in zelo dobro odigranim turnirjem na Bledu, kjer smo za las zagrešili prvo mesto med samimi renomiranimi reprezentancami. Smo si naložili pač to odgovornost, da vedno težimo k dobrim igram in pač tokrat ne moreš drugače, ampak hočem povedati, da ni pa nobenega strašnega pritiska, nekega rezultatskega, da bomo zdaj ta turnir na vsak način zmagati. Tudi jaz mislim, da je smiselno, da vsi dobijo nekako približno, to se zmeraj vedno ne da, ampak približno enako minutažo tudi na ledu, da ne bomo zdaj nekaterih fantov tukaj odbijali po ceno kakšnega rezultata. Daleč od tega. Bolj, da se vidi, kdo kaj lahko, tudi pričakujem, da bomo kaj zamenjali tokom turnirja, kar se tiče petork, branilskih parov, vratarji bodo dobili vsak po eno priložnost. To je v kratkem to. Hvala. Še vprašanje? Nik, mogoče glede na to, da manjka vsaj polovica reprezentantov, ki je v igri potem za svetovno prvenstvo, v kolikšni meri bi sploh ta turnir bil nek test za Pariz? Ja, to je zdaj težko reči. Se pravi, ta specifika naše reprezentance, da veliko teh standardnih reprezentantov igra v tujini, je to kar en egoistični zalogaj. Z vsemi se spogajati, razpustijo, eni so obnašajo dosti nonšalantno, kar sem že večkrat povedal, ali preložijo odgovornost na igralca, pa rečejo, da reči, da so poškodovani. Take stvari se dogajajo, so reprezentanti, pa vsi se radi udeležijo reprezentance, to so se zmeram, ampak, kako sem rekel, v tem obdobju je pri kakšnih, ali so pač imajo kakšne mikropoškodbe, ali so recimo v primeru Muršaka po poškodbi začeli igrati, zdaj mislim, da bo nesmiselno ga spet še dodatno obremenjevati. Ampak kar se tiče pa testa, pač bi bil nek test, če bi spet zbrali zelo najmočnejšo postavo. Sigurno, da se, če ne drugega, se tle pač ustvarja neko vzdušje v ekipi, ki pri nas nikoli ni bilo pač vprašljivo, ampak je dobro to vsake tok časa malo pogledati, malo spet obnoviti, da se potem, pač, ko se spet znova dobimo na tistih pripravah, pa to, kar pa me spet malo skrbi, ker nekateri igralci se že zdaj ne ve, da bodo končali zelo zgodaj, letos pa še elitna skupina, ki se začne od začetka maja, pa če pogledam, da je 15. februar konec sezone, pa do takrat bojo kar kakšne mini priprave bolj skozi zdati fante. S tem se bomo ukvarjali. Potem, če bi nazaj na ta turnir, sigurno bi bila nek test, ampak
Kot sem že prej tudi rekel, že tokom začetka sezone, pa to, da bomo izkoristili kakšen turnir pa za uvajanje mladih in to je bil plan že od samega začetka, ni zdaj to posledica kakšnih odpovedi oziroma to. Mladi bi bili zraven v vsakem primeru. Imel sem v planu, da bo tako, da tudi te, ki so že dolg časa zraven, pa to, da nekatere ne pokličem, pa pokličem mladi. To je bil že od začetka plana, pa seveda, ko gre bližnje ta turnir, vedno bolj se pričakuje neke dodatne odpovedi ali pa poškodbe, ki so pa posledica pač tega obdobja sezone. Bolj bi jaz v to smer gledal, da vidimo, kako je z mlajšimi ali pa s tistimi, ki so že bili, pa so vratniki pa to. Seveda, mogoče se kakšen pokaže, mogoče kakšen izkoči. Seveda bi si jaz to želel. Glede na to, da je ekipa predvsem mešana, pa da imate samo 2 treninga pred odhodom, verjetno močnih sestavov še ni za razmišljanje oziroma ali drugače. Ne, malo smo že naredili, potorke, to ja, ampak ni pa zdaj tudi treningi, niso zdaj, so bolj posvečeni, tako da stvar deluje tekoče, da se fantje v bistvu tisti, ki ne igrajo, drugač med sabo spoznajo, ampak kot sem že večkrat ponovil, ta Slovenija je tako mehna, da so fantje prerasle igrali med sabo, nekateri mlade moramo plan držati skupaj, to vsaj od začetka. Pa bomo pa videli, kako bo šlo, tako zelo več opcij, kar se tiče same postave. 3 vratarji bodo vsak priložnost na eni tekmi? Ja. Še kaj določeno? Ja. Ne, nismo se še odločili, kako bo šlo po vrsti. Vsak bo zelo priložnost. Jan pa Miha ste tukaj iz Beljaka, kako je z ostalimi iz Gradca in Celovca? Ja, to je to. Celovcu je tako, da Robert ima pač problem s kolenom, to je bil že prej. Žigata sem namenoma že od začetka, nisem imel nekaj plani, sicer bi zdaj pač lahko skočil, ampak glede na to, da je bil že tak plan, smo pustili pri temu, kar se tiče Gradca, kjer ima tudi določene zdravstvene težave, za katere ima nek specialističen pregled v četrtek, to se pravi, da tudi se govore drži drugače, on bi prišel, če ne bi bilo tega specialističnega pregleda, ampak to so te stvari, ki se pač zgodijo. To tako je, sem vesel, da sta pa pač en najbolj udarnih trenutnih dvojcev vedel z nami. To je samo pozitivno in super tudi za mlade, da se lahko kaj nauči. Menjava Pešo Tuloč? Ja, tam je pa prišlo čisto zadnjo, ne. Zdaj pa pač nek udarc v glavo na tekmi v Dornbirnu. Mislil se je, da bo ok, pa pač ni bilo. In to je bila ta zadnja. Tuloč pa tudi je pa že pred leti, če se spomnite, je že bil na enem turnirju z nami. Fant je imel zdaj 2 leti res probleme s poškodbami. Zadnje čase pa je kar pokazal dobre igre v dresu Olimpije, tudi sem videl, da je zdaj to odločilnega pomena, ampak nekako v nekem ožjem izboru za kakor mladega igralca Ebel lige v tem mestu zadnjemu. Pač je dolgo pridoč. Kaj pa Gregorc, rab počital, ko on veliki grad? Gregorc, to je pa specifika te, kar sem pa prej rekel, to so pa Čehi. Ne moram drugega reči, ker oni bi pa skozi malo počivali, pa v bistvu oni rečejo, ja, se ti lahko greš, sam je pa boljš, da ste pa, da se malo spočiješ pa to. Res je, da on minutažo dosti veliko pa to, ampak problem je v tem, da če nastane konflikt ali med mano kot trenerjem pa njihovim klubom ali pa kot zvezo, s klubom lahko škodimo igralcev, tega pa noben moče. To je pa to, kar sem prej govoril. Kako komentiraš razvoj sezone za Teno Vinceno, Boče Čepona, pa Miha Simčič? Tako je, da... S čim se te navdušil, recimo? Prvo kot prvo so bili to v svoji kategoriji vedno vodilni igralci, tudi reprezentanci.
in te letnike 97 in Miha 96. Miha je zadnjo sezono preživel tudi pred to sezono v Ameriki. Tako da dovolj sem se tudi z Bojem pogovarjal. Zdaj ga pogledam tudi na tekmah Ebra in to so te igralci, ki prihajajo. Pač moramo gledati tudi malo za naprej. Simšič je že leta in leta v Švedskem, mislim, da njegov razvoj gre v prav svet, čeprav malo me žalosti to, da klub ne stoji lih najboljš tudi ne v Valsvenskah, pa tudi noben od te 20-ke pa njih ne dobiva priložnosti v članski ekipi, ampak to se pač njihova politika, ne moramo kaj dosti, ampak to so igralci, ki in fizični razvoj in vse gre v neko pravo smer. Zdaj, kar se tiče Žana Jezovškega, imam jaz na očeh, je še veliko dela, tle od prve roke, povem, ampak je pa to določen potencial. So bili vodilni igralci v mlajših kategorijah, to se pravi reprezentancem do 20, do 18. Zdaj, kljub temu, da je situacija recimo v Ljubljanski Olimpiji ni zdaj cvetoča, ampak oni pa dobivajo priložnost igrati v EB ligi, dobivajo dosti veliko minutažo, recimo Mark Čepon letos kar veliko igra in tudi se vidi določen napredek. Je pa veliko še dela in kakor seveda vsak posameznik drugačen, ampak fantje so pripravljeni delati. Plani so nek trud vložiti v to in če bojo vlagali in trenirali pridno, bojo lahko napredovali. In to je pa ena od priložnosti tudi, jaz mislim, kot neka nagrada tudi za njihov dosedanji trud v tej skupini. Tudi, kar se Simšiča tiče, recimo lanske TV, on je zadnji odpadel pred svetovnim prvenstvom v Katovici. Si absolutno zasluži spet novo priložnost.